Lep pozdrav iz plenarnega zasedanja iz Strasbourga, kjer smo tudi tokrat namenili največ časa bančnim temam. Parlament je potrdil paket bančnih reform za okrepitev bank v Evropski uniji, ki bo pričel veljati 1. januarja naslednje leto. Cilj reform je stabilizirati in okrepiti banke, saj gospodarstvo potrebuje kredite pod normalnimi pogoji. Z reformami se med drugim omejujejo previsoke nagrade bankirjev. Osnovno razmerje med plačo in nagradami bo poslej 1:1. Izjeme morajo potrditi delničarji. Nadalje se bodo zvišale še kapitalske zahteve za banke in okrepil nadzor nad njihovim poslovanjem. Med bančne teme sodi tudi razprava z guvernerjem Evropske centralne banke Mariom Draghijem. Poslanci se zavzemamo, da bi morala ena od nalog Evropske centralne banke biti tudi spodbujanje rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Opozorili smo še, da mora Evropska centralna banka bankam, ki si od nje poceni izposojajo denar, postaviti pogoj, da ta sredstva namenijo za kredite gospodarstvu. Posojila so še posebej pomembna za majhna in srednje velika podjetja, ki ustvarjajo največ delovnih mest v Evropi. Končno pa pričakujemo tudi več transparentnosti pri delovanju Evropske centralne banke. Parlament zahteva več informacij tudi glede delovanja in vloge te banke v okviru trojke, ki je sestavljena iz predstavnikov Mednarodnega denarnega sklada, Evropske centralne banke in pa Evropske komisije. Trojka deluje v državah, ki so sprejele finančno pomoč. O bankah in Cipru smo se pogovarjali tudi s komisarjem Rehnom. Med gospodarskimi temami je parlament podprl nadaljnjo liberalizacijo zemeljske oskrbe na velikih letališčih. Zemeljska oskrba vključuje storitve, kot so oskrba z gorivom in ravnanje s prtljago. Med drugim prinaša krajše čakanje na prtljago. Sicer bodo spremembe veljale le za velika letališča, ki imajo več kot 15 milijonov potnikov in več kot 200 tisoč ton tovora letno. Med njimi ne bo slovenskega letališča Jože Pučnik. V nasprotju s tem pa nismo podprli predloga komisije za zamrznitev dražb za dovoljene izpuste ogljikovega dioksida, kar bi zvišalo ceno tako imenovanim onesnaževalnim certifikatom. Predlog, ki ni prinašal ustreznih okoljevarstvenih učinkov, je bil poslan v ponovno razpravo in dopolnitev. Med ostalimi temami naj izpostavim še potrditev, da je Hrvaška pripravljena za vstop v Evropsko unijo. Pozitivno smo ocenili tudi napredek na poti k evropskim integracijam Srbije, Kosova, Črne Gore in z zamikom tudi Turčije. Makedonijo bomo obravnavali v maju. Kot pozitivno smo ocenili delovanje državljanske pobude, čeprav so še potrebne nekatere izboljšave. Veliko mojih aktivnosti pa poteka tudi izven plenarne dvorane, tako sem vesel, da sem lahko med drugim sprejel skupino kmečkih žena iz Ormoža in okolice, ki so imeli priložnost malo pobliže spoznati delo Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav!